Gledate Gorenjska poročila na GIF TV. Na koordinacijo županov smo bili povabljeni po vprašanju, da predstavimo naše plane, predvsem v zvezi z urejanjem voda in predstavimo te izvedena dela, ki so bila v zadnjih letih več ali manj zelo intenzivna. Na Zgornjem Gorenjska sicer ni utrpela takih posledic v lanskoletnem visokovodnem dogodku kot mogoče drug del Gorenjske. Nekatere občine so bile sicer bolj prizadete, s tistim občinami smo intenzivno so sodelovali. Tukaj smo se pač odzvali na njihovo vabilo, da jim razložimo, da jim predstavimo potek sanacijskih del oziroma predvidenih teh izrednih teh ukrepov sanacijskih in da jim predstavimo pač, kaj v prihodnjih letih nekako načrtujemo. Predvsem v okviru rednih vzdrževanj, s sanacijskim programom so pa več ali manj seznanjeni. No, ampak kaj se trenutno na vodotokih dogaja? Kje delate? Ja, na Zgornjem Gorenjskem trenutno intenzivno izvajamo ta sanacijska dela na območju občine Radovljica, pričenjamo pa tudi z sanacijskimi deli na območju občine Žirovnica. To sta obe prizadeti občini na Zgornjem Gorenjskem, to sta obe občini, ki sta bili v lanskoletnem visokovodnem dogodku prizadeti. Konkretno v Radovljici? Na Blatnici pa pričenjamo pa na Zgoši oziroma na Begunjščici v Begunjah. Kaj pa so vam župani povedali, so imeli še kakšne druge bojazni, kakšne druge območje? Župani so več ali manj predstavili pač svoje poglede, nekaj manjših teh lokalnih pomislekov. Tukaj smo pač jim pojasnili situacijo. Nekako je občutek, da so zelo dobro seznanjeni s problematiko in da pač poznajo. A v načrtu so še kakšne druge potem posegi, verjetno dolgoročnejši? Kateri načrtu? Sanacije oziroma urejanje vodotokov na območju Zgornjega Gorenjskega. Ne vem, kakšen načrt imate v mislih? Mislim, v prihodnosti predvidevate še kakršnekoli posege na vodotoke na tem območju? Redno vzdrževalna dela se izvajajo po letnem programu dela. To je letni program dela, ki je trenutno v pripravi. Tako da smo tudi nekaj teh perečih točk jim predstavili in jaz mislim, da smo več ali manj usklajeni. Usklajeni smo tudi zaradi tega, ker smo v lanskem oziroma v spomladanskih mesecih občine zaprosili, da nam z nekimi dopisi občine posredujejo tisto problematiko, ki jo oni vidijo kot perečo in smo jo mi tudi kot tako lahko vsaj nekaterih delih prepoznali. Katere so pereče točke? To vam pa zelo težko povem za vsako občino posebej, zato ker so... Največje ali pa župane? Mogoče največji poseg. Tam vam se znam, veste, več ali manj so se nanašali na... Glejte, to so vzdrževalna dela, jaz težko jih povem na pamet. Da bi vi identificirali kakšen področje, kjer je kakšna nevarnost in bi bilo res treba velike posege, nimate? Mi vzdrževalna dela izvajamo na vseh vodotokih, na celotnem območju Gorenjske oziroma Zgornje Save. Tako na območju Zgornje Gorenjske kot na ostalem območju. Pa koliko je še dela, pa rečemo tako, da bo lahko Zgornja Gorenjska mirno spala zaradi voda? Dela, ki jih direkcija izvaja, so redna dela. Tako da ta redna dela, ki se izvajajo, sanacijska dela, sanacijski program je pa pripravljen za obdobje let 2024-2028 in v tem sanacijskem programu so predvideni ukrepi, ki so bili več evidentirani v poplavnih dogodkih v letu 2023. Teh ukrepov je pa preko 300. Na prizadetih občinah, se pravi v občini Žirovnica, v občini Radovljica, v občini Bled, Bohinj, Kranjska Gora niti ne. Koliko sredstev je pa predvidenih, če imate ta načrt, verjetno imate tudi finančno? V letošnjem letu je za tako imenovani sanacijski program predvidenih 14 milijonov. Za Zgornjo Gorenjsko? Tako je, ne, za območje Zgornje Save. Tako je. Ste rekli 14 milijonov. Letni program dela vzdrževalnih del je pa predvidenih 4,5 milijona evrov. Kako pa je z izvajalci? Tam so največje težave? Mi težav z izvajalci ne beležimo.
Koliko dela pa še za naslednje leto potem ostane? Letos 14 milijonov, kaj pa naslednje leto? Sanacijskih programov, mislite? Ja, v naslednjem letu je v letu 25 je po sanacijskem programu, ki je sprejela vlada, predvideno 14 milijonov, potem pa v 3 letih po 28, oziroma mislim, da 29 so tam blizu. Pa ne za območje Zgornje Save? Tako je. Aha, samo za ta območje. Za celotno območje Zgornje To Save. se pravi, ta največji zalogaj bo najbrž tamle v Žirovnici. Na tem območju, ko smo danes imeli, je velik zalogaj Žirovnica pa Begunje. Ampak kaj Žirovnici? Kaj boste tam delali? V Žirovnici se bo stabilizirala struga dol vodno tega mostu. Gor vodno mostu smo v okviru izrednih ukrepov že v lanskem letu predvsej naredili. Završence. Struga završence dol vodno mostu. Ja, tega mostu, to je strm most, ja. Zdaj obnavljajo ta most. To in naslednja faza je še Ne, završnica se tam zaključi. A Blatnica je pa že zaključena? Ali? Blatnica je v tem trenutku zaključena v enem delu. V delu gor vodno nad Begunjam je del zaključen, delno se pa še izvaja. Zdaj v naslednjem tednu imamo tudi sestanek z Zavodom za varstvo oziroma z Ministrstvom za kulturo celo. V zvezi z bolnico, ja, tako da bomo uskladili tudi, oni pripravljajo konzervatorski načrt, tukaj se moramo tudi več ali manj uskladiti, zaradi tega, ker se tudi dela, ki so predvidena na Blatnici, pač so na tem odseku predvidena, ki je varovano in moramo uskladiti. Tisti predlog, da gre, da tisto toček poglobite pa povečate, To je to, kar usklajujete verjetno, ne? kar usklajujete. Tako je, ja. Pismo bo treba v redu. A to je varianta, če da dejansko samo poglobite, da ne bo poplav? Vodotoke se ne da poglabljati, vodotoki so se že sami poglobili. Glede na stanje, kot je, nekaj je bilo narejenega, ne moram reči, da ni čisto nič, ampak še zdaleč pa ne do recimo končne odrešitve. Kje je največ strahu, kje je največ težav? Ja, največ težav jasno smo imeli v Begunjah in tudi tam nas zmeraj skrbi najbolj, pa potem tudi dol vodno, sama z Goša do Nove vasi, Vrben in pa na posameznih odsekih, ki pa niso tako močno potem ogrožena z objekti. A bi si želeli, župani, da bi bilo to področje urejanja vodotokov bolj podkrepljeno z denarjem, se pravi z več bi bilo potrebno? Zdaj, kot sem dobil informacijo, da je tega denarja 10-krat več, kot ga je bilo, pričakujemo, da bo tudi 10-krat boljši. Na vodotoku Radona pa imamo z regulacijo kar nekaj težav, predvsem na delu vodnega zajetja Ovčje jame oziroma nad zajetjem Ovčje jame, ki pomeni torej regulacija ob zadnjih jesenskih poplavah, se je struga preusmerila na bolj desni konec Radone in usušila del zajetja Ovčje jame, ki napaja gorje Bled in Radovljica. Druga stvar, na katero opozarjamo, zelo resno opozarjamo, da je sam jez v vasi Krnica, torej pri novem mostu, ki se je zgradil v letu 2022-2023, načel zob časa. Nad tem jezom pa je 12,7 metrov oddaljeno tudi prečkanje magistralnega vodovoda, ki se, tako kot se že vidi na platnu, vidi, in ko bo ta jez padel oziroma ga bo odprlo, bo potrebovalo le nekaj ur, da doseže izpiranje vode protca to magistralno cev, torej dimenzije 500 mm, in v trenutku vode za občino Radovljica oziroma občino Gorje, Bled in Radovljica ne bo več. To je edina alternativa oziroma resen dovod vode iz zajetja do vasi Grabče. Od vasi Grabče je pa seveda več možnih alternativ, torej 3 možne alternative za oskrbo vseh 3 občin. Zato se je pravzaprav občina ob zadnjem odstopu sporazuma občine Bled od obnove magistralnega vodovoda tudi odločila, da zaščiti svoje občanke in občane z oskrbo s pitno vodo, tako da bomo občina Gorje smo že dogradili prevezavo na vodno zajetje Zmrzlek, ki bo zagotavljal nemoteno oskrbo pitne vode občine Gorje.
V čigavi pristojnosti tale jez? Ta jez je bom rekel, je element, ki regulira vodo po višini, je tudi jez, ki oskrbuje hidroelektrarno, je element, ki pravzaprav tudi po eni strani ščiti to cev prečkanja magistralnega vodovoda, vendar iz direkcije smo danes slišali, da direkcija ne namerava vlagati v ta jez, ker ima to nalogo tisti, ki izrablja moč vode, torej je lastnik elektrarne. Lastnik elektrarne pa enostavno po besedah nima zadosti sredstev, da bi jez tako obnovil, da bo vzdržen in pa držal nazaj to vodo. Posledico lahko zdaj vidimo, v kakšnem stanju ta jez je, in glede na stanje, ki ga vidimo na fotografiji, je samo še čas, ki bo... Kdo ima elektrarno? Po imenih ne bom. Zasebna ali je? Zasebna elektrarna. Zdaj glede na to, da je občina Gorje po, bom rekel, dogovoru med občino Radovljico in pa občino Bled pripravila vso projektno dokumentacijo za obnovo magistralnega vodovoda, bi bila ta skrb izvzeta, ker po novem projektu se globje podvrtava pod reko Struge, tudi od same direkcije za vode in pa ministrstva smo dobili vse soglasja služnosti in jih tudi plačali v višini 33.000 evrov in nekaj več. Torej vse te nevarnosti, ki izhajajo, bom rekel, iz starega vodovoda, bi se, bom rekel, izognili z prenovo magistralnega vodovoda od Čejame do Grabč z novim projektom. Vendar je ena izmed občin odstopila in ta nevarnost očitno želimo opozoriti na dimenzijo problema, ki pravzaprav bedi dnevno nad oskrbo vode občin Radovljica in pa Bled.